S čim se ukvarjaš in kako si sodeloval pri teh treh projektih? Torej, jaz sem skladatelj za filme, pa delam sound design. Praktično na vseh treh filmih sem na nek način pomagal. Pri enem sem pisal glasbo, pri vseh treh sem delal sound mix, pa pri enem sem delal sound design tudi. Načeloma pa... Vse povej pa kateri, bomo videli, kje je dobra glasba, kje je slaba glasba. Lovci brez glave je glasba in sound design, Rustlands je v bistvu bolj sound design pa mix, pri MyCar pa tudi mix. Teda, ja. To je to, Matic? To je to. Zdravo, jaz sem Matic, kam iz Celja, drugače sem fotograf, filmer. Bolj v mikrofon govori. Sorry. Bil sem pri Rustlandsih DOP, se pravi skrbel sem za luč, pa tudi focus puller, se pravi za fokus. To je to. Hvala, Lenart. Živijo, jaz sem Andrej Lenart, torej pri Lovcih brez glave pa pri Rustlands sem sodeloval kot igralec, drugače sem iz Ljubljane. In ja, delam kot igralec tako v Sloveniji in mednarodno, kjer so le priložnosti. Tvoji največji projekti? Lovci brez glave, Rustlands, Kingsman The Secret Service, Star Wars The Force Awakens, pa zdaj ITV serija Wild Bill, sem imel epizodico v Veliki Britaniji. Zdaj mi se včasih šalimo, da brez tega v bistvu ni na meji nevidnega, ker vsako leto moraš prijeti malo zastopati. To daleč od tega, da sem tukaj zdaj tretje leto z velikim užitkom. Na meji nevidnega ni brez te ekipe, ki to ustvarja že leta. To je pa res. Hvala ekipi, da ste nas letos povabili, pa da nam omogočite, da predstavimo te filme. Sane? Jaz sem Sane Lametovski, pri MyCar pa Lovci brez glave sem skrbel za to, da se ta Aljaževa vizija lažje uresniči, bom asistiral, pa ker smo delali v Srbiji, bo tudi pomagal pri prevajanju v srbščino, zato ker so Srbi imeli malo probleme z razumevanjem Aljaževe srbščine. Pa Rustlands sem pa večinoma pri montaži pomagal Roku, da vse malo bolj akcijsko lepo izgledane. To je pa to. Mirko? Zdravo, jaz sem Mirko Volkapič, jaz sem igral v filmu Rustlands, sem se pretepal z Brankotom, sicer pa sem treniral tekmo v tajskem boksu, sem tu trener, novinar, reper in če si reper, moraš biti tudi v filmu. Živijo, jaz sem Branko Ristič, igram v vseh teh treh filmih, tepam se z njim, pa tepam se zelo veliko, sem streljal. Tako da, to je to. Drugače delam kot trener, tako kot Mirko, in to je to, that's it. Evo, super, hvala vsem, tako da zdaj predlagam nekaj začnemo s prvim filmom, ne bomo komplicirali, da se potem malo pogovorimo, kako je prišlo do njega. Prav, prvi film MyCar oziroma Moj avto. Evo, smo šli dol, da boste malo bolj videli. Hej!
Hvala lepa. Evo, to je bil prvi film. Ta je v bistvu najstarejši, mislim, da je že ene 2-3 leta, odkar smo ga skupaj pripravili. Zdaj, inspiracija za ta film je bila, da nekako naredimo čim bolj preprost zaplet. Prav, nekdo ukrade avto, prije do pretepa. Predvsem zaradi tega, da smo si olajšali delo, ker je to prvi projekt, smo hoteli, da se posvetimo predvsem koreografiji, pa da ni neka zgodba v zadnji, ki da moteča, ampak da enostavno preprosto prije do pretepa in to dobro naredimo. Potem pa kasneje boste videli, smo se veliko bolj potrdili tudi za neko zgodbo v zadnjem. Zdaj pa jaz predlagam, da nam Branko malo pove, kako je sploh prišlo do tega filma. Malo zadnja, malo o koreografiji, a ste res toliko bolele mišice, drugna, kako je potekalo snemanje? Ja, kako smo začeli? Začeli smo, koliko je zdaj, 4 leta zdaj, ali 3, se več nimam čutka. 3 leta po moje. Ja, 3 leta. V glavnem, odločili smo se skoraj čez noč, da bomo nekaj naredili, da bomo začeli nekaj delati. V bistvu MyCar je nek začetek naša prva zgodba. Jaz sem poklical mojega prijatelja, ki ste ga videli, kako me je razbil, Sanel Kašibovič. Zelo dober mojster, zelo dober prijatelj. Je vzel si čas, prišel iz Avstrije, živel v Klagenfurtu, je prišel v Ljubljano in smo 2 noči snemali. V bistvu to je bilo 2 noči, ne? Tako da 3 minute ste videli, ampak ja, za te 3 minute bo treba 2 noči skakati po mrzlem. Kje smo bili? V Komenda, Kamnik? Bili smo na Duplici. Duplica, ja. Zelo dobro mesto si najdu zraven piščančje farme. Celo noč smo imeli take fine vonjave, ampak sej, to, hvala Bogu, niste čutili zdaj, da ste gledali. Tako da, ja, je bilo kar težko, zato ker smo bila samo 2 in nismo imela raznih hostes in podobno, da tam skrbijo za nas, tako da... Sanjel je bil tam, kaj zdaj bo? Sanjel je bil, ja, res deklica za vse, ampak dobro, to ni imel časa za nas skozi, tako da, v glavnem, vse je bilo zabavno, no, zelo zabavno. Lepo je malo o sami koreografiji, kako ste jo s Sandelom pripravila, kakšne vaje prej, kako smo se lotili samega snemanja. Ja, nažalost, ker sem omenil, da Sandel ne živi blizu, nismo imeli veliko možnosti za izvedbo koreografije. Dobili smo se enkrat ali 2krat pred tem v dvorani, kjer smo v bistvu simulirali avto znotraj dvorane, smo sedeže postavljali pa podobne zadeve in smo potem zvali, kako bo to približno izgledalo. Samo to je zelo težko narediti natančno, dokler nisi na samem mestu, dokler ne vidiš, kakšne so okoliščine, kjer snemaš, tako da pa se moraš pa kar zelo prilagajati. Kaj je bilo kaj tazga? Ja, v glavnem en del smo snemali tudi v samem avtu, potem je to šlo ven iz same končne verzije filma, zato ker bi upočasnili preveč sam tempo. Ja, prvotno je bil film dolg še 2 minuti več, ker je v bistvu, zdaj smo velik del filma, ker vmes sta se dejansko znašla tudi v avtu in sta se potem davla z pasovi varnostnimi, pa tepla z unimi metlicami za odstranjevanje snega. Ampak enostavno je preveč upočasnili ritem in sem se jaz odločil, da tisti del ven vršemo, ko je tudi mislim, da je verjetno noben opazil, kakšen del mogoče malo fali, ampak včasih je treba tudi kakšno težko odločitev napraviti in kakšen del, ki je sicer sam po sebi zelo dober ven vrš, samo zaradi tega, da celota potem deluje bolje. Branko, veš, kaj me zanima? Vmes je bil kar en vrhu si Sanjela podletka in tak konkreten padec. Kako je to zgleda? Kako smo to posneli? Mislim, jaz vem, ko sem bil tam, sam se Branko pač povedal, da je spadil. Misliš na začetku, ne? Predalo me vržen avto, ne? Tako je, da. Ja, v bistvu vse smo imeli blazino, ne? Samo smo snemali glih ene toliko tal, ampak ne glede na to, tudi če na tako debelo blazino preletiš, če ne znaš padati, se boš zlomil, ne? Tako da to je enkrat ena. Zadeve si lajšeš, kolikor gre, tako da nekje, kjer je on mene malo močne udaril, sem jaz kakšen ščitnik postavil od spodaj, kjer sem jaz njega malo močne udaril, je imel on ščitnik, tako da jaz ponavad sem za to, da se udarci delajo
kolikor se da realno, da mogoče, ne vem, če gledamo hollywoodske filme, sploh zadnjih 10 let udarci letijo mimo tako 2 metra stran od glave pa podobno, to mi sploh ni všeč. Sej kamera naredi svoje, samo nekdo, ki se ukvarja z borilnimi veščinami, pa tudi kdo drug, no, definitivno lahko opaz, da udarci niso pravi, tako da mi smo šli na to, da vseeno, čeprav je zelo enostaven film, da vsaj ta akcija izpade kakor tako dobra in pa seveda tudi ta na koncu sam razplet, ki je najbolj zabaven, no. Mislim, se mi zdi, da je to tista poanta filma, no. Sada mogoče še ti par besed, ti si imel malo drugačno perspektivo na samo snemanje filma kot asistent pa behind the scenes. Pač kako se tebi zdela izkušnja, kaj se tebi zdela, da je bil največji izziv na snemanju oziroma na obeh dneh, ko smo snemali? Ja, poleg mraza, pa tega, da je bilo v bistvu konec zime, da največji izziv je v tem, kako ujeti to, ker če imaš dva borca, ki se res znata tebi, moraš to prikazati, ne. In zdaj, kako to pokazati, da bojo tudi gledalci začutili, da imamo res dva mojstra, se mi zdi, da je dosti bilo problematično, zato ker smo mogli na lokaciji se spomniti kadre, ker smo v telovadnici probavali čisto nekaj drugega, bolj kot priješ na en čisto odprt prostor, ker ne veš, kaj bo okoli. In se mi zdi, da se je na koncu glede na to, da nismo imeli toliko izkušenj, zelo dobro končali. Se strinjam. Ok, jaz predlagam, da gremo kar naprej na drugi film, Rustlands, tako da prosim zaročim. Pa bomo, evo, vprašanje. Ja, seveda. Se da te mize sprejeti dati dol, ker malo zakrivajo platno? Je to možno? Vse vam pomagam. Razumem, smo o tem razmišljali, ampak je na žalost scena tako postavljena, da bi enostavno bilo nemogoče. Imamo pa srečo to, da je naslednji film v ožjem formatu in boste za tega videli veliko več. All right. Rust. Everywhere I look, everything I see looks like even the strongest of materials sooner or later face the one real thing that hunts us all. Time. A cruel killer and a massive murderer killed as many living beings as ever walked on this sand. I'm finally starting to see the irony in all of this. So, we meet again. And what is it that you want this time? A girl's life for a canister of French emerald water. Hold on! Hold on. And I just heard what I think I heard. Emerald water. And where exactly did you plan to get that woman? The fountains of Three Captain in Aquarius have long been dry. There is no emerald water. You've been dry. Been dry for ages.
That's impossible. So, You got yourself a deal. I am defeated conclave Pulax against the old. I ain't fighting until I... Peter. I suppose I don't have to tell you what's at stake here. I guess. Earn your place, Rustlands, and may the gods bless you still. Aren't you afraid of dying? I am afraid of dying. But the path to the other... This is your path to the other side. I'm finally starting to see the irony in all of this. They who walk these rustlands, they are nothing but iron. And I am nothing but rust, coming for them all.
bi v bistvu tebe prosil kot vrste predstavnika projekta, da malo poveš o ozadju, kdaj se film snemal, kako je sploh prišlo do njega, lokacije, potek celega projekta. Režiser Rok Mlinar, ki ga danes ni z nami, je v bistvu hotel posneti eno underground pretep. Tako da, pa je rekel, nimamo budžeta, da ima nekaj boljšega narediti. Tako da, v bistvu smo prvo snemali v Železniškem muzeju v Ljubljani. Pa smo pa rekli, tole ni dosti za zgodbo, da ima še iti na Krk in te scene na Krku so res lepe. Sam film je v bistvu bil dosti zahteven z mojega vidika, glede DOP-ovskega, ker je dosti enih luči, ki morajo vsebovati, zato da film lepo zgledan, hkrati pa ne smejo biti vidne. Kako si se tega lotil? Pač v bistvu skoraj nobenih luči nismo videli, čisto iz filmskega stališča. Po občutku. Po občutku. Če se prav spomnim, je bil neka luč obešena nad samo areno, ki je potem osvetljevala glavna borca. Ja, v bistvu Dylan Sešel, ki je bil z mano DOP-ov, si je zamislil v bistvu glavno luč, ki je bila nad vsem dogajanjem, ampak mi smo imeli samo 1-2 kilovatko in potem je šivo skupaj zavese za tuš, tako eno nemat, in smo gor obešali čez tist železen strop in tako je v bistvu nastala glavna luč. Kaj pa, na primer, kamere se snimajo z eno kamero, na stativu, kako se tega lotili? Večinoma je bila z eno kamero posneto, večinoma širši koti, bila je pa uporabljena tudi druga kamera na gimbalu, to je to. Ok, cool, hvala. Branko, Mirko, glavna lika, povejte malo, koreografija, priprave, kako so se lotila, kaj tole pa malo dlje, pa malo bolj napredno, kot smo videli prej. Ja, sva se kar doskrat dobila, zdaj ne vem, ne spomnim se točno kolikrat, ampak kar. Jaz sem iskal vse tiste moje proste lukne v urniku, da sem še to stlačil noter. Imela sva pač eno manjši problem na samem začetku, to je bil ta, da sem bil jaz dobra pol leta pred snemanjem filma poškodovan, da sem imel spahljeno ključnico in da ni bila čisto dobro še zazdravljena, tako da so mogla ene stvari zelo omejiti, kar se tiče moje leve strani. Tudi pri vseh pacih je bilo treba paziti in tako dalje, tako da ni bilo tako enostavno spet. Nismo imeli čisto prostih rok, čeprav mogoče zgleda tako. To je mogoče ena taka posebnost pri tem snemanju, da smo mogli res dobro premisliti, da se ne bi kaj zgodilo, ampak še zmeri tam, kar pa se je le dalo, so pa šli udarci kar močno, in Branko me je enkrat zadal skoraj in jaz sem enkrat čez gard udaril z nogo močno, tako da pač so se dogajale take stvari, ampak načeloma sva v bistvu zelo dobro odnesla. Ni bilo nekaj. Tega se spomnim, ja, vmes je bil kar mali incident, Branko je malo preveč noter padel in je Mirko te skoraj zadavil, no, povej, brani sem. Jaz sem vesel, da sem Mirko te razbal, to je to. Kakšno pa kaj razmerje, ker pač oba dva se znata boriti, koliko je razmerje, se pravi, z igranih udarcev, se pravi, udarec reakcija, koliko ste se pa dejansko tepla? Jaz bi rekel, kar se tiče onega prvega incidenta, da jaz sem se pač v tistem trenutku, to je tam, kjer leživa na tleh na koncu, pač preveč oživel, ljudje so skakali, se dali zraven, dogajalo se je v lovnem, tako da jaz sem pač stisnil, jaz sem mislil prvo, da on igra, on je v bistvu mi hotel dopovedati, da je to, da ga bo zmanjkal vsak čas. Jaz pač nisem dojel, tako da prosti še enkrat, evo, uradno. Drugače, moram reči, da me je še celo preveč pazil, čeprav oba veva, trenirala se že prej skupaj, veva kako je, poznava se in vse, ampak sem mu rekel včasih, kar ne malo močne, ne bi špadati tok, ampak je bil kar nežen z mano, tako da je bilo v redu, ni bilo nekih večjih poškodb, razen una noga v glavo, ampak neč tazga, to dobiš tudi na treningu. Je pa najbolj v bistvu meni impresivno to, koliko smo mi to hitro skupaj sestavili, v smislu, da smo se mi dobili. Jaz pa Rok Mlinar pa Kristjan Zorn, ki je tudi producent, smo se dobili, šli na lokacijo in enostavno ideja se začela padati. Prvo, kakor je rekel Matiz, da smo hoteli narediti nek underground fight, ampak
ker pač ni bilo budžeta, smo rekli, da moramo narediti nek postapokaliptičen ala Mad Max film z akcijo. Kar je valjda ceneje. Ja, mislim, samo pokrpali smo te krpe, smo dali na sebe, pa bila zadeva rešena. V glavnem, ne vem, kako je ratal ekipi, res, jaz sem nekaj pomagal zraven, sam te elefanti so naredili čudo s temi kostumi, z maskami, z nidanino. Mislim, da smo to sestavili, pa mislim, da je to trajalo od začetka, se pravi od dogovora, da bomo nekaj naredili, da smo pisali scenarij, da smo vse to zrihtali, da smo igralce dobili, da smo dobili Lenarta, da smo dobili Injo, da smo dobili Nenada, ki je Two-Faced Coin, tamle sedi, gled tega glavni negativc. Da smo vse njih dobili, je trajalo 3 tedne samo in smo posneli zadevo, tako da čudi me, ok, razen ti se na Krku smo potem dodatno naredili. Ja, ne malo več o tem povej, kakor jaz vem, je v bistvu cela postprodukcija filma trajala kar dolgo, pa da na začetku niste bili čisto dovoljni, prvotno teh scen na Krku sploh ni bilo planiranih, se pravi, zakaj ste jih dodali? In plus, ta scena fajta na Krku je v bistvu čista kopija tiste v Železniškem muzeju, a sta še malo dodala, podaljšala? Ja, v bistvu je... Nismo bili najbolj zadovoljni, ja. Ene stvari so nam manjkale, videli se, da nam je zmanjkovalo časa. Največji problem je bil, ker smo imeli, ne vem, 60 statistov ali nekaj takega. In imeli smo to eno noč, da naredimo to, kar smo hoteli. Malo smo imeli težave s tem, ker so se odločili, da bojo snemali zelo linearno celotno zadevo, se pravi, tako kot vidite v filmu. Prvo bi morali akcijo posneti, pa pol dialoge v bistvu, ne, tako da smo naredili malo napako. Stvar se je zavlekla seveda, pol nam je malo zmanjkalo kadrov, zmanjkalo nam je tega, onga, v glavnem, imeli smo težave na koncu. Jaz osebno nisem bil najbolj zadovoljen, tako da ne samo jaz, ampak vsej stvar bi dobro izpadlo, vse. Samo mi smo hoteli narediti nekaj res dobrega, vsaj za nas, tako da sem jaz predlagal, da dajmo iti na Krka ali pa nekam, no. Posneti to zadevo tako dodati, da dobimo neko širino še zraven, pa da nismo samo noter v interjerju, ampak da imamo neki eksterijer, ne. Edin pojem bo problem njega dobiti spet, ne, ta njegov urnik in ob petkih pa sobotah po noč govori komentator bokserskih dvobojev, potem novinar, potem to, potem uno, tako da je bilo kar težko. Socialno življenje, voda, fulugan. Ja, neko bi jaz tudi kaj videl tako privat, tako da... V glavnem ampak ratal nam je, no, tako da jaz mislim, da so bili posnetki zelo lepi, jaz mislim, da, ok, zdaj je mogoče tole res majhno platno, pa če ste imeli možnost potem še kje pogledati, mogoče v kinoteki na velikem platnu, pa še mogoče, da bo zvok malo bolj prišel do izraza. Mislim, da smo naredili eno res tako stvar, kaj noben v Sloveniji še ni naredil, tako da to je moje skromno mnenje. Ajde, Branko. Skromni Branko. Lenart, daj mogoče ti povej malo o svoji perspektivi, kako si prišel zraven projekta, kako si se lotil. Vem, da si imel prvotno tudi v bistvu večjo vlogo, ampak spet se je potem malo žrtvovalo zaradi tričma. Ja, to je bil primer tega, kako se žrtvuje nekatere scene za večje dobro filma. Tako da upam, da imel priliko pogledati tisto sceno za drugo. Z Nenadom smo imeli super zadevco, tak lep mete provedke, Nenad to ujel prvo. Ja, kakorkoli, mislim, da me je Branko kontaktiral prvo, oziroma to je že 2 leti pa pol nazaj, tako da se upravičujem, če kaj ne bo točno tako. Potem smo bila v kontaktu z Rokom Mlinarjem, z režiserjem, jaz sem dobil scenarij, videl, da bo to nekaj zanimivega, da se gre žanrsko delati. Imel so tole lušno vlogo zame, tako da pač, ja, imel sem čas in z veseljem to delal. Ja, sem pa videl pač, ko sem prišel na set, nisem pričakoval tega. Mislim, kostumi vrhunski, na res profi nivoju, sam set, statistov ogromen, pač res je bilo vse skupaj na profi nivoju, kljub temu, da sredstva pač so bila zelo, zelo majhna. Še vedno čakam na mojo priložnost, da pretepem Branka. Pridem naslednjem filmu, v bistvu ne. Bo enkrat bo mogla prideti. Daj mi še povej, pač film v angleščini, ti to predstavlja kakšen poseben izziv, v bistvu samo drug jezik, ista zgodba. Zdaj prav posebnega izziva mi to ni predstavljal. Ne, samo drug jezik, ja. Je seveda drugače igrati v svojem lastnem jeziku, maternem jeziku ali pa v tujem, ampak 4 leta sem živel v Angliji, tako da pač ne, angleščina mi
ni delala težav. Sploh pa ne, če je scenarij. Mislim, če imaš scenarij, snemal sem tudi že v švicarski nemščini en stavek, ne, pa se ga pač naučiš fonetično, pa je to. Po italijanščini sem posnel eno sceno za eno serijo. Pa ne govorim italijansko. Ampak ja, ne rečem, da bo dobro izpadalo, ampak no, vse da narediti. Tako da angleščina mi ni predstavila težav. Ja, mislim, da je tudi, kar, mislim, zadeva, pač mi je malo karakterno obarvna, pač vsa ta naša slovanska slovenščina, ampak to v bistvu po mojem da še nek dodaten nivo zanimivosti temu filmu. Mislim, če sem jaz prav razumel, se sam film, sama zgodba dogaja na ozemlju, oziroma malo namiguje na to, da je to ozemlje Slovenije. Triglav? Ja, mačka smo dali to noter. Okay. Je bilo malo mišljeno, ampak ja, to v bistvu mogoče, jaz ne bi dojel, mogoče sem tako film gledal, ampak ja. Mislim, jaz sem si prebral scenarij, pa Emerald Water, smaragdna reka, če sem zdaj to prav prevedel. Mislim, voda, torej reko Soča. Nam se itak ni šlo, zdaj smo bili različni na glasi not v samem filmu, tako da nam ni bilo ljudi toliko važno to v bistvu, tako da smo samo naredili, da je čim bolj razumljivo za širše občinstvo. Se nam je zdelo, da če bi prav slovenščini snemali, da ne bi bilo najbolj primerno. No? To je res, ja. Mislim pač, vedno imaš potem dostop še do širše publike s tem. Tim, mogoče dve vprašanje zate, se pravi prvo na setu, kakšni izzivi, če se prav spomnim, sem imel ti kar probleme z bubicami, zadalniki in s temi zdajami, in potem še v postprodukciji glasba, sound mix, kako je cel projekt potekal? Torej na snemanju mene je Matic kontaktiral, vse zanimivo drugače na projektu, ko smo prej delali z Maticom, je bila reklama za kekca oziroma za nogavice, pa gremo na nekaj takega, da je bilo zanimivo. Po mojem je to še vedno eno težjih snemanj, ko sem jih doživel, ker v enem dnevu to posnet, v eni noči, pa tako ti je rekel Branko, prvo smo vse dialoge snemali, pa ko je bil enkrat pretep, pa smo samo laufali z opremo okoli, pa se nekako prilagajali, pa poskušali, pa se je že malo svetlilo, pa to vse in je kar probleme predstavljalo. Recimo pri zvoku Ina, se ne bi točno nekaj karakter noter, se Ina je imel. Inja. Ona je imela bubico gor, ki sem ji dal, pa v bistvu cel film ni delala, teda potem se je bilo treba drugače znajti v postprodukciji. Potem na koncu dejansko bo tako, da te dialoge sem precej pozorno snemal, pa sem bil že po mojem kakih 4 po noči, ali pa je že toliko utrujen, da sem kar dal še v bistvu kolegu od vas, Lukcu, da je on držal mikrofon, pa to, ker sem mislil, to je preveč, tam celi cel ta mikrofon držiš celo noč praktično, ker ni pa ponovadi na setu tak, da imaš en sklop snemanja, malo pauze, pa kaj za jest, pa to. Tu pa bo tak, da eni igralci so imeli pauze vmes, pa to, ekipa pa nič, mi smo celi čaj delali in iz tega vidika je bilo res naporno, ne. Pa tudi ta, recimo, vse te obleke, pa to, ko so, res niso primerne za zvok, ker to usne, pa to škripa in drugače, če bi kadarkoli, to vedno pravim drugače za filme, če bi kadarkoli nekdo stal v dejanski situaciji filma, zvok je ponovadi grozen. Mislim, ne govorimo niti o snemanju, o generatorjih, lučeh, pa okolju, avtocestih, vlaku ali pa karkoli, ampak tak, ne vem, kako jakno, če recimo tam imam jakno, recimo, ampak tako jakno neko, ko to tak škripa, to ne možeš nič slišati, pa to, ali pa nekdo, ko 3 metre stran stoji, to je res grd zvok. Tako da imamo to vse od blizu posnet, pa pol naknadno še ene stvari pride do k meni posnet, pa naknadno posnamemo zvok, da koliko to dobro zveni. In tako se pol nanašam na postprodukcijo. Kot zanimivost, recimo, razen dialogov v filmu ni bilo nič uporabljeno iz seta, tako da vsak udarec, vsaka atmosfera, glasba, vse bilo, mislim, glasba je tak, ampak vse bilo naknadno dodano. In na tem projektu bi jaz rekel, da je največ ljudi z mano sodelovalo v zvoku in glasbi, ker recimo jaz sem prvo, to je bilo, mi smo snimali 2 leti nazaj, 3 leta nazaj, in je bilo prvo mišljeno, da bom jaz samo snemal na zvoku, potem se nekako pogovarjal, ok, bom pomagal pri zvoku v postprodukciji pa za glasbo. Pa je dejansko, ko sem mislil, da bo že ta projekt malo izumrl, ker dejansko je bil toliko težavno, da se je težko zraven spraviti, če ti ni čisto, ne znam povedati, toliko je bil ambiciozen, da te malo skoraj mine vmes, če ne moreš česa doseči. Zato so šli bolj posnet vseeno to sceno, tako da je
je še malo boljše steklo. Ampak jaz sem se bolj odločil, da bom marširal ekipo in sem dejansko, tu imamo tudi skladatelja glasbe, Danilota, jaz sem njega recimo povabil v projektu, da je on glasbo delal, pa je bilo tako, jaz prvo mislil, da bomo skupaj pisala, na koncu pa je on nekaj napisal, on je bil tudi malo bolj, bom rekel, časovno motiviran, da nekaj počne s tem filmom in je dejansko toliko dobro napisal, da se nekako gledaj, kar vse napiši in dejansko edino, kaj sem jaz za glasbo prispeval na koncu, bilo to, da sem posnel pevko iz začetka pa konca, ko pa imamo tudi tu Karin, na začetku pa na koncu, ko on govori, se sliši malo petja, takega atmosferskega, teda je to iz moje strani za glasbo. Potem pa za zvok pa imam v bistvu sodelavca, ki živi v Edinburghu in jaz njemu pošljem projekt, on je vse te udarce dodal, pa atmosfere pa to, mi je poslal nazaj, jaz sem dal kakve popravke, kako to ketno, ko prije dol mikrofon, pa jaz sem dialoge obdelal, tako da zveni, kot da je iz mikrofona ven, pa da ko smo zunaj, slišimo, kot da prihajajo znotraj iz dvorane, pa take stvari. Ja, mi se skupaj v bistvu zmiksal in sem in tega Branko je prišel k meni še zadnji tisti govor povedati, prvi pa zadnji govor. Ja, in na koncu praktično pol tak zgleda, da iz mojega računalnika prije ves zvok ven, iz rokovega, iz režiserjevega gre pa pol video in zvok, nekak tak, da se je pol vse skupaj izšlo, no. Potem v zadnjem trenutku skupaj eksporta ponovati to zadnjo noč pred predstavitvijo. Sej, ker točno ta film bo tudi na Festivalu slovenskega filma 20. septembra ob 8:30 zvečer, mislim da, če bo kdo slučajno v Portorožu. Ampak mi smo mogli to dati, mislim, da recimo da eno soboto prej ali nedeljo prej, 2 nedelji prej, pa smo kar rekli, bomo kasneje en teden postavili, pa še zadnji dan je prišel Branko k meni, pa smo to snemala, pa je Rok še en dan, v bistvu po tisti drugi oddaji je prišel do mene, pa teda ja, je bilo čist na koncu, ne. Vedno zmanjkuje časa, tu če se 2 leti delamo projektu. Ja, pa se Dani mi je tu še pošiljal glasbo, potem, ko smo oddali, tako da tu imamo čisto svežo verzijo vsega. Teda zdaj bo v bistvu 3 mini različne verzije filma danes, pa na Festivalu slovenskega filma, pa bolj v Kinodvoru, bi pa rekel, da bo Kinodvor najboljši, ker tam bomo že, to bo v bistvu že 3. in bomo lahko preverili, kak zveni, da smo videli kak tu, kak bo bolj v Portorožu, pa tam pa tudi. Evo, super. Jaz predlagam, da bomo kar naprej, pogledamo še 3. in zadnji film in potem spet sledi debata. Poslušaj, prijatelj, najbolj lovimo že 2 leti. Pa jaz sva celo združila 2 skregani torki. Tam je lovci na glavi. En bolj bundesko vključ. Daj ti srečo. Ni šans, ha? Pozdravljeni, prijatelji. Vem, kaj razmišljate. Morda nam tokrat uspe. Morda jo tokrat le ujamem. Nekaj ste pozabili. Vidva sva najboljša borca na tej strani Jada. In nikomor se ne bova predala. Predala si. Lahko vidi. Komu se pa predava?
bi zbežala? Ne bežim. Če se boš premikal, bo še dolgo časa tle. Ja? Poslušaj, videl smo že rahlo utrujeni od vsega tega direndaja. Mislim, da je čas, da se znebimo tega oboroženega spremstva. Zato sta se danes Jaroslav in postavni Radivoj pogumno in častno borila, žal podlegla hrabrim rocem glave. Pojdi, ponesi najbolj zgodbo svet. Pa, vse veš, da je šel po krepitve. Krčma. Krčma. Evo, fajte, kar počas nazaj gor. Postavimo se stole. Torej, ta film je nastal, mislim, da bo zdaj ene 2 leti nazaj. Snemali smo ga februarja, mislim, da je bil najbolj mrzel dan v celi zimi. In sicer smo ga šli snemati v Beograd. Tako da bo v bistvu zdaj Sander povedal, kako smo se sploh znajdeli v Beogradu, zakaj je bilo treba iti snemati dol in kako da se to vzebali. Se pravi, bilo je februarja, ne? Mogli smo v Beograd zato, ker te kaskaderji, ki jih vidite, so v bistvu profesionalni kaskaderji, ki so sodelovali v mnogih hollywoodskih filmih in z imeni, kakor je Pierce Brosnan, recimo. In mislim, da se tudi vidi, da so vrh, ne. Zdaj, kaj največji problem je bil ta, da fantje niso glih vešči v slovenščini, ampak nekako smo se pol sporazumeli, mislim, da so oni tudi razumeli predvsem filmsko govorico. Mene je najbolj impresioniralo to, koliko so profesionalni, glede na to, da to je bil nov budget in se niso niti enkrat pritožili, koliko je mrzlo, nosili so kostume, ki so tudi po 5 kg težki, pa jih nič ni motil. Hrane ni bilo, ampak vsem so sami tudi
inicijativo dali, da se nekdo zažge. To ni bilo v originalnem scenariju. Čekaj, da samo priknem za hrano, ne. Hrane mi smo rekli, da bomo sendviče kupili za njih, so oni rekli, ne, mi bomo grill prinesli, so reči grill, so hamburgere tam delali od zadaj, to so si zritali. Ja, tako da ta njihov vodja je v bistvu obseden s tem, da nekoga zažge. Tako da je v bistvu, ko smo se videli po 10 minutah, mi je še Branko rekel, v roku 20 minut bo on predlagal, da se nekoga zažge in točno to je predlagal po 10 minutah. Aljaž je sicer logistično razmišljal o tem, ampak kad ta on začne prepričevati, ne bo še Pač nimaš izbire, ker meni noben problem človeka zažgati, ker valjda bo dobro zgledal. Samo nikoli nisem čez zihar, koliko cajta bo to trajalo, kakšna je nevarnost, potem odteti malo koreografijo in film okrog tega napisati, da je stvar delovala. Sem pa zelo hvaležen njim, ker pa brez njih ne bi film toliko dobro izpadel, ker ja, ok, neki sta glavna igralca, ampak veliko je tudi na njih, da v bistvu oni poskrbijo, da je on dobro izpadeta. Vse reakcije pa ta pretep v sredini so ga oni v bistvu sami pripravili celo koreografijo, če se prav spomnim, in pač mi so tako v pare so se razdelili, dva po dva so lahko imeli nek svoj fajt, vsakega posebej smo posneli, pa potem to združili, da je neka taka razpaljotka rata na koncu. Vse je v bistvu bilo splanirano eno noč prej, v telovadnici so malo potrenirali. V bistvu Branko takrat, če sploh ni vedel, kaj bo, je tudi on v eni noči so se vse naučili, vse splanirali in zjutraj smo se zgodili in šli takoj snemati, mislim, da že v 7-6 zjutraj, tako da so res. Jaz mogoče sem to predam malo konteksta, zakaj smo sploh šli to snemati. Prvotno sem jaz pisal scenarij za v bistvu serijo in sem napisal pilot. Ko smo probali ta pilot prodati, smo imeli idejo, ok, dajmo nekaj posnet, da sploh pokažemo, da lahko nekaj tazga naredimo, pa da bo dobro zgledali. Je potem Branko nekako zrihtal fante v Srbiji in rekel, gledaj, čez 2 tedna imajo cajt, pa imamo dol. In pa sem jaz rekel, ok, v redu, zdaj moram pa to se organizirati. In sem preklical vse in smo potem v bistvu imeli 3-dnevni izlet, oziroma nek podaljšan vikend v Beograd. V petek smo šli takoj po šihtih in po obveznostih in potem smo se v nedeljo vračali. In potem prvi dan nekako potovanje, organizacija, drugi dan je bil ogled lokacije, pa potem zvečer koreografija. Tretji dan smo potem cel dan snemali in potem zvečer ob 5 zaključili in se zapeljali nazaj v Slovenijo. Tako da je bilo kar hektično. Pa so pa še kakšne ekstra težave, ko jaz, na primer, bukiram hotel in potem ugotovim, da je v bistvu ni hotel, ampak je ladja na Donavi in da v bistvu parkirišče ni blizu, ampak moramo vse opremo do parkirišča nesti po zmrznem Beogradu. Da ne govorimo o tem, da v bistvu nisem imel scenarija do zadnje par ur, ker pač jaz sem imel neko osnovno zadevo, kako bi stvar zgledala, pa kakšna je zgodba. Ampak ker niso ne kakšna bo koreografija, kakšne bo razmožnosti, se je stvar zelo sprot sestavljala. Tako da, če se prav spomnim, sem jaz scenarij napisal na ladji v soboto, Lenard že iščem svoj mikrofon, in mislim, da nekako 7 ur mi je vzil, tako da je to, kar spilijo, v bistvu nek tak prvi draft, jaz čisto, ko gledam za nazaj, sem tako malo napol zadovoljen, se je bilo smešno, ampak tako bi še bolj šalil. Ampak enostavno, ko delaš v taki časovni stiski, pač bodo žrtve in smo se probali potrditi nek bolj, koliko je šlo. Največja žrtev je pa tukaj, ki se je imel Lenard, ki je imel 2-3 dolge monologe zapletene, tako da bo zdaj mogoče malo povedal, kako se je tega lotil. Mislim, ne, sami monologi niso niti dolgi, niti zapleteni, ne. Z danim časom pa sredstvi, se mi zdi, da so pač vrhunsko se naredili. So pa seveda potem neke posledice. Zdaj, iz mojega vidika je to zgleda tako, da ko smo bili v Beogradu, šli na lokacije, torej lokacije smo imeli super, ok, zvečer, res pozno, ne vem, kdaj se dobimo še tam, imamo trening, ne. Jaz sem tip osebe, ki se rad zelo pripravil na vse, kar delam, oziroma res sem potem bolj siguren, da bom lahko na dan res naredil 100%, 200% možno. Torej, zvečer imamo, pred snemanjem imamo ta trening z kaskaderji, oni bodo delali nek svoj trening,
probavamo nekaj gibov, ampak praktično koreografijo, vsaj jaz, nisem imel. Smo potem na snemanju z vsakim posebej tam par udarcev povadili, pa rekel, ok, to bo to. Potem pridemo utrujeni po celem dnevu nazaj na naš hotel ladjo. Pa ne vem, če je že bil scenarij napisan. Se mi zdi, da si še pisal do konca. Mislim, da si dobil zadnji monolog sred dneva, snemalnega dneva. No, ne vem, kdaj smo bili, bom rekel tako okvirno, pol noči, enkrat se jaz spravim pripravljati na moje monologe oziroma na tekst in te zadeve. Pa je bilo, v petih smo začeli pa zjutraj že snemanjem, ok, no, skratka. Pa je pa ta dilema, a več spat, pa biti bolj svež naslednji dan, ali se več učiti, pa biti manj svež. Skratka, je ratal, kar je ratal. Meni je bilo luštno delati ta projekt, no čisto iz tega razloga, ker je to nek žanr ali pa tip projekta, ki bi ga z veseljem delal še več, pa mogoče v večjem obsegu, torej pač komedija, neka srednjeveška zadeva ali pa nasploh, ne vem, meni so The Vikings top, ali pa Game of Thrones, ali pa, kaj se vem, Troja, Gladiator, take zadeve. To, pa da je akcija, tako da mi je bilo dobro biti del tega, pa se mi zdi, da je res slušno ratal. Upam, da bo še kakšna serija iz tega nastala v prihodnosti. No? V bistvu mene preseneča, koliko hiter si pogruntil koreografijo, ker vse noki, pač, koliko sam rekel, tam je 3 udarci so bili skoraj, ampak stvar zgleda dobro, zgleda suvereno, pa še kako jaz vem, si tudi prej malo treniral nočevanje, če se prav spomnim. Ja, nisem držal meča v prvič v rokah, ne bom zdaj rekel, da redno treniram borilne veščine, daleč od tega. Sem se pa pač, ja, s tem ukvarjal že v Londonu, ko sem gor živel čisto iz tega razloga, ker želim snemati take zadeve in ko pride priložnost, pa če se zgodi to tako čez noč, ne želim zgledati, kot da sem prvič prijel meč v roke. Ja, glede tele fight scene, pa tudi to, v bistvu, se ogreješ pa vse. Pa pomisliš na to, ampak se mi zdi, da se je zgodil drugi udarc prvega kadra, ko sem jaz začutil neznansko bolečino v rami. Ne vem, kaj se je zgodilo. Ampak roka mi je obvisela in pač nisem je mogel premakniti tiste prve. Jaz se tega sploh ne spomnim več. Zdaj, kaj govoriš? Jaz sem se zdaj spomnil. In v tistem momentu sem jaz pomislil, čakaj malo, zdaj smo mi pa šli v Beograd, zbrali vse te ljudi skupaj in zdaj jaz ne morem več z desno roko, ki je edina roka, s katero se še lahko toliko mečujem, ne morem praktično več premikati ali kaj. Pol na srečo, ok, smo malo zadihali, požal sem 2 tableti, naredili to do konca, ampak jaz zdaj sem se to spomnil. Tako da z razlogom delajo kaskaderi take zadeve, no. Z razlogom. Varnost na prvem mestu, to vedno podarjam, ampak ja, ko se kaj tazga zgodi, kar vsem na setu zastane dih, naprimer, par tednov nazaj smo snimali z Brankotom nov film in vmes se je v neko skladovnico železno zabil, bil na tleh par minut, nekaj v koleno neki in jaz sem kar tako, ok. Vzemi si kolikor časa rabaš, ampak počas pa bomo naslednjo sceno začeti. To je Denis Čorček me je vrgel v bistvu, tožil ga bom. Zdaj, veš, če ti Denisa tožeš, pojti lahko prej še obiskati, pa on, ki stoži s tebe. Branko, reči ti malo povej, kakšen bil tvoj cilj pri pripravi koreografije, ko si sodeloval z fanti iz Srbije? Saj ta del, ko si se ti fajtil, kaj si želel prikazati, kaj si želel doseči? V bistvu zdaj, ko sem vas poslušal tlele, mi je še toliko stvari šlo po glavi, glede tega projekta, kaj mi je šlo po glavi? Ja, v bistvu, nama je bilo res olajšano delo, zato ker sem delala z profesionalnimi kaskaderji. To so kaskaderi, kot je že Sanel omenil, da oni delajo hollywoodske filme, delajo indijske Bollywood filme, ni da ni. In oni znajo, oni imajo že naštudirane koreografije in njega lahko udaraš, lahko ga vržeš. To so fantje, ki zdržijo, ki si upajo. Jaz bi rekel, da so kaskaderi najbolj zapostavljeni v tem svetu, v tem filmskem svetu, tudi to, da nimajo nekih svojih nagrad na običajnih podelitvah, se mi zdi absurd, vsaj koordinatorji, ker to je res velika umetnost, narediti celo koreografijo, ne. Ampak to je nažalost, umetnost je mogoče potem za nekoga drugega nekaj drugega, ampak se mi zdi, da bi lahko bolj cenili njihovo delo, ker recimo fantje so ležali na tleh, na mrzlem, na snegu,
dokler smo mi snemali v ozadju, so morali tam ležati mrtvi, ne. In zdaj računite, on je moral tam 2 uri ležati, dobesedno na snegu. Nič se niso pritoževali. Zdaj, kar se tiče pa tega, da smo jih lahko sploh dobili, je pa čisto naključje, da sem se jaz spoprijateljil z njihovim koordinatorjem. Res smo ratali dobri in šli so nam na roko, enostavno rekli so, a radi bi nekaj posneli, v redu, evo, imamo takrat čas, ni problema. Tako da so takrat oni še zrihtali še nekaj opreme, pa to, kar vidite, oprema je v bistvu njihova oprema srednjeveška, te meči in tako naprej. Oklepi in itd. Razen midva, kar so imela oblečeno, je pa, če se ne motam sklijevalo, je bilo pa naše, smo se mi sposodili. Kar se tiče same varnosti, ja gledajte, ker ni veliko časa za pripravo, je potem tudi manj časa za varnost. Samo vseeno smo tudi na to pazili, kakor se je dal. Zdaj ne vem, če je kdo opazil pol proti koncu fajta, če ste še enkrat pol film pogledali, boste videli, da imam tlele nekaj gore. V bistvu to je bilo od meča. Te meči so ta pravi, samo niso čist naoštreni, tako da so se prav vse, če te zadane, lahko kaj gre stran, no. In definitivno je eni od sekvenc, kjer grem jaz od spodaj pod njim in on šel malo nižje in res me je samo, hvala Bogu, se me je dotaknil, ampak mi je tle lepo odprl, tle na čelu eno ranico, ampak ja, lahko bi šlo po očesu, lahko bi šlo. Tam nekor v bistvu vidimo... Ja, v bistvu, gledajte, če bolj pogledate, evo, vidite, to je bilo odme, ampak to me je res samo dotaknil se, jaz nisem niti čutil, neki sem sam začutil, da me je mogoče malo zabodal, ki igla in pa sem stekla kri dol, pa smo malo to stavili, neč tazga v bistvu, no, ampak jaz sem se bolj za njega v bistvu strašil za roko in tako naprej, res mi je. Ker ne bi mogel snemati, se samo to je bil problem, tam smo, kaj bomo zdaj? Se drugačni vsega, ne? Mene skrbili. Tako da, kaj sem hotel povedati, ja, kar se tiče same koreografije, nismo imeli kaj, ne, oni so tam 550 km stran, prišli smo tja, že sama pot je bila zelo zanimiva, šli smo po najhujšem neurju, naši avtomobili, z 2 avtomobiloma smo šli ledene kocke, ne, morali smo se ustavljati na vsaki drugi pumpi, da smo zadevo spravili dol, da smo led spravili dol z avta. Plošče ledu z vetrobranskega zdaj. Ja, dobesedno nismo mogli voziti, vozili smo po avtocesti, ne vem, 50 na uro, nekaj tazga. Ja, neverjetno, smo rekli, kaj, če smo se mi lotili, pa kdaj, res, nismo mogli pomladi počakati. V glavnem koreografija, bili smo tam, na hitro smo naredili, kar smo lahko, ostalo smo rekli, bomo na licu mesta, potem je bil malo problem najti samo lokacijo. Beograd je zelo velik, pri njih so prav gozdovi šele, ki greš res izven Beograda, razen tega Košutnjaka, ki smo ga tam našli, ki je nekako sred Beograda, je bilo zelo težko najti lokacijo, še oni sami niso vedeli, oni v glavnem snemajo, če snemajo po gozdovih, snemajo kje izven Beograda, ni tako kot Ljubljana, ker nas te gozd povsod, ne, tako da smo to kar nekaj časa iskali, pa smo najdeli eno primerno lokacijo in smo potem na licu mesta še malo zvadili. Je bilo pa mrzlo, definitivno, sploh ta obutov, ko smo imeli na nogah, drsel je strašno, mrzlo je bilo v noge, je bilo v bistvu fajn, da smo se skozi premikali, no? Ker če bi stali, bi bilo še veliko slabše. Mogoče ena taka zanimiva, kaj že prej Sanja omenil, moja srbščina je zelo slaba, ker smo mogoče dejansko šli ugotovili na samem snemanju, ker ne vem, jaz čisto sem premalo časa preživel na morju, pa se družil z našimi jugoslovanskimi brati. Tako da pač po drugem dnevu so mi, ne vem, si mi Sanja ti prišel povedati, da pač lepo, da se trudim, ampak da ti v slovenščini režiri, a pa v angliščini pa mi jaz potem prevedel. Tako da Sanja ti malo povej, ko ozadje, ker pač si bil moj asistent, ti si v bistvu skoraj bolj govoril s fanti, pa se ukvarjal z zadevami, na kateri jaz pa mogoče nisem bil upozoren, kaj se kaj dogaja v ozadju samega snemanja. V bistvu, medtem, ko kamera teče, so zelo resni, takoj, ko se ugasne, pa pride ta balkanski značaj ven in je takoj zajebancija, takoj je ne vem, sami med sabo se skozi zafrkavajo in čakajo samo do trenutka, da se reče akcija in takrat se zresnejo in snemajo. Včasih celo prihajali, na začetku so prihajali do mene, pa mi rekel, što je sam rekel? In sem jaz pa mogel povedati, kaj je v bistvu Aljaž, kaj so bili njegovi napotki. Ampak mislim, da
glede na vse so bili res zabavni in se videl, da oni v bistvu to delajo zato, ker uživajo, ne pa zato, ker bi to prinašalo ne vem kakšen denar proslavu. In glede na to, da sodelujejo pri projektu, kjer je zelo omejeno sredstvi, se mi zdi, da je čisto vseeno, Aljaž govori slovensko, srbsko, oni samo uživajo v tem, kar delajo. Predvsem veliko ljubezni do samega projekta. Zdaj mislim, da smo počuli kakšen je recept za dober film, oziroma da se vsi maksimalno potrudijo. Pač treba je snemati nekam full delač in potem vsi vejo, da če gre kaj narobe, da se morajo ekstra potruditi. Potem pa še mogoče čist za konec Tim, tvoja dela v postprodukciji. Jaz sem pri tem filmu eno tako veliko željo, da bi res delali na glasbi, da bi imeli neke prepoznavne melodije, oziroma je neka taka centralna tema, ki potem v različnih variacijah predstavlja različne like in, ko preko različen ambient. Mislim, da nam je kar dober uspel. Ti mogoče malo povej, kako si se lotil, kako sva se lotila pisanja glasbe, različne variacije, izbira glasbil in tako dalje. Ker je bilo prvo vse skupaj mišljeno kot daljša serija, smo tudi razmišljali, da bomo prvo razpisala vse teme za vse karaktere, ker načeloma je bilo, mislim, da vse skupaj ali 4 glavni karakteri ali 5. Tako je, 4 glavni karakteri, vsak svojo temo, ki bi se potem povezala v neko tako skupno. Ja. Je pa bolj problem, recimo, ko imaš ti samo en kratki film še, je tako, da če ti začneš 4 teme noter tiščati, potem nima več smisla vse skupaj, zato ker tudi kakšne karakterne lastnosti nimajo smisla, če jih ti ne poveš prej in iz tega vidika je bilo treba primarno gledati na zgodbo in jaz mislim, da imamo te dve varianti, eno malo komično, pa eno, oziroma komično, herojsko, pa eno tako bolj monološko za Lenarta, ki v bistvu, da imamo lahko te dve energiji, eno je ta malo naganjiva, od Brankota, ena pa je bolj taka pretenciozna od Lenarta. Kaj si Lenart? Pretenciozna? Jaz bi vseeno bi še povedal, ker meni je Aljaš mi je rekel, mislim, da na začetku leta, takrat, ko smo snemali, mi je rekel, a bi delal ti zraven na tem filmu, bi prišel zraven na snemanje za zvok, pa to, sem rekel, je rekel, da en vikend bomo to delali spomladi, nekaj takega. In mi nismo računali na sneg, nikoli ni bil sneg, nikjer v scenariju, parkoli, in mi se tega vozimo. Ker scenarija ni bilo. Ja, se ne da zdaj ful vpliva to, ampak problem je to, če recimo, on me je tudi prosil, če lahko pomagam s kostumi, pa mi je tudi dejansko Lenart dal 2 kontakta, pa jaz sem tudi kontaktiral ljudi tu iz Rebeko iz Na meji nevidnega, da mi pomaga malo s kontakti, in jaz sem bolj se vozil v, kam je to bilo, tam Mokronok, je ena taka graščina, ko ima take obleke, pa to, da smo za njih nekaj našli, pa malo, točno šli smo na Vibo, da smo si sposodili neke druge kose obleke, pa to, teda to sem se jaz teden pred tem vozil, pa smo se skupaj tja peljali, jaz sem še zadnji dan, 2 dni prej, sem še rekel Karin, če prije zraven, da bo pomagala, pa da bo make-up delala, in recimo Branko je omenil, da je fajn sneg, ko se gibaš, pa to, ampak ona je recimo ves čas stala, pa čakala na vsake 2 uri, da je bilo treba kaj malega popraviti na licu ali pa kaj takega. Teda ona vem, da je bolj prvi dan potem zbolela, jaz pa sem se potem od nje nalezal, 2 dni kasneje. Tako da ja, je pa to recimo en projekt, ko se res izprašaš o prijateljstvu, ker nisi čisto prepričan, kaj točno dela Aljaž, da te vleče v to, ali ima kaj proti tebi, ali je res projekt toliko zahteven. Tako da ja, to se mi zdi, da je to že drugi projekt, sicer tam nisi bil režiser na Last Dance, ampak res je bilo težavno, pa vsem tem tam ob 11. zvečer, mi v bistvu smo v telovadnici, pa oni se mečujejo, pa niti ne delamo koreografije, pač malo vadijo, malo se heca, oni kažejo nam, kaj znajo. Bolj tak je bilo vse skupaj, ja. In tista ladja pa se miga, pa mi gremo gor, ob 12. nam zaprejo luč, tako da smo lahko šli v tiste oske kabine. Ja, on je dobil scenarij tako pozno, pol na koncu vem, da je, ker je Aljaž hotel vse delati, jaz sem pol rekel, bom jaz prevzel vlogo izvršnega producenta, pa sem razpisal, ob kolikih bi kaj snemali, pa to, mislim, vse skupaj je bilo tako precej težko, res težko, in je bilo treba oceniti, kdaj lahko ima ta igralca pauzo, ker lahko rečeš, ok, mi bomo zdaj v Lenart vse dialoge posnel, pa bo kar se šel tekst, pa to bo pa on fraj, in kako to zgleda, kam bo šel on pol vmes, da se pogreje, pa kje bo točno se dialoge učil, pa to, teda je bilo treba neke pauze vmes razpisati, pa take zadeve,
hvala Bogu so oni te hamburgere delali, smo imeli to. Čeprav iskreno jaz ne vem, če sem do 5 se dotaknil hamburgera, ne, tudi ne vem, če si se ti. Jaz sem 6 frutabela pojedel in si bil cel dan šugaraš. 6 frutabela, 12 jih je bilo. Pa če si bil kao na Duracelo zajček, sem krog skakal. Ja. Ali pa še to. Nekdo bo smeli, frutabela. Ja, še bil vedno frutabela nekje. Nek žep nekje za frutabela. To si vsakič dobil, ki sem bil prišel frutabela. Zdaj sem nehal s tem, ker ni bilo dobro za moje srce. Pa še ena stvar, ko marsikdo ne pomisli. Poleti lahko ti snimaš zjutraj od 5:30 do večera do 9, po zimi pa je tak, da kaj svetlo je postalo mogoče ob 6:30, pa tema, že kar trda tema ob 5. Teda imaš toliko manj časa in mi smo mogli toliko prej biti tam, da smo še po temi pripravljali, da dejansko, ko je bilo svetlo, smo začeli. In dan prej pa smo tudi take stvari, ko ponovadi, če nobenega za zvok ni zraven, dan prej smo mogli vsako lokacijo pogledati za to, da ni slučajno kakšna tovarna zraven ali pa avtocesta pa to, ker pol je dialog čisto neuporaben. Sploh v takem filmu, kjer take zadeve elektronske pa mehanične, pa to nimajo sploh nobenega smisla. Teda to smo dejansko, hvala Bogu, našli, ne? Ratal nam je kar trojni ratal. Nismo imeli aviona noter. Ja, samo res, ja. Daj ti veš, jaz sem ga zbrisal. V glavnem, vse to, kar je povedal, ampak vse ne glede na to, ena stvar nam je pa ratala in to pol ure prej dejansko končati posnet vse, kakor smo se zastavili. Tako da, čeprav smo povsod zamujali, na koncu pa pol ure prej posnet, tako da smo bili kar ponosni na se. Samo ne misli, da smo to ful kot zadovoljstvo imeli. Dejansko, takrat smo mislili, ko smo že 3 ure predolgo delali, ne? Za nagrado pa potem 6 ur vožnje domov. Res smo bili zmatrani, ne prespani, ampak vsi so bili profesionalni, pa seveda tudi Srbi so bili najbolj smešni, oziroma stand koordinator, ki je videl sendviče. Šta? To je bilo bolj. Ne. Čakaj, to je bil grill, to so bili burgeri, to je bilo pač pa tisto po balkansko, kakor bi rekel, tako da ni bila varianta, da se oni najejo sendvič. Pa glavno so bili taki veliki hrusti, tako da je bilo treba to nahraniti, ja. Niso frutabele dovoljne. Ja, to sem sam jaz, ker sem pa suhcan. Ok, gremo zdaj še v zadnji del naše predstavitve, tukaj kar te prepustil besedo Branko. Ok, hvala. Sam še nekaj vred povedal, preden gremo na to. V glavnem, upamo še vedno, da vsaj eden od teh 2 filmov lahko spremenimo nekoč, oziroma lahko preoblikujemo v serijo. Zelo radi bi delali še naprej na temu. Žanri so nam všeč, zgodba nam je všeč, liki so nam všeč, tako da če bo kdo imel posluha tle v Sloveniji, mogoče dobili smo neke feedbacke, da Slovenci ne bi radi gledali kakšne take serije, kakor je recimo Lovci brez glave. Jaz se ne strinjam, se mi zdi, da bi bilo to zelo gledano. Neki drugače. Povejte, kdo je, pa pridem pa jih zmaham. To, ne smem drugi, nažalost bom potem prišepnil. Meni se zdi, da bi bilo to zelo gledano in mislim, da ker bi bila neka drugačna realnost tega, kar smo ponovadi vajeni gledati na televiziji, predvsem naši televiziji, tako da, ja. Ok, v glavnem, zdaj je ravno enega prostovoljca za eno koreografijo. Evo, jaz vidim tle roko gor. Vidim tle roko gor. Pejt, pridi. Bomo naredili. Ali pa če kaj še drug, no. Jaz sem tudi prisiljen v to, koliko je ti, tako da. Pridi. Lej, mi pa bo izvedla eno akcijsko koreografijo, ti se boš trepil z Mirkotom, prid Mirko. Tako da, ja. Jaz o tem čisto nič ne vem, zdaj, samo to, da veste. Ne prevzamem odgovornosti. Ja, se pravi, ko je odgovornost v igri, dobro, bom jaz prevzel odgovornost. V bistvu, evo, zdaj bomo malo pokazali, kako zadeva zgleda na samem snemanju, ne? Ja, zdaj bom še tebe prosim, mogoče. Seveda. Zdaj bom pa dobro. Glej, Pedro, ki biš udariti sam, zdrž malo, ki boš udariti. Ne iznikam do konca. Ti boš držati kamero. Ok. Držiš kamero. Jaz sem kamera, sem to, da veste. Ja. Ok. Se pravi, ena stvar, ki jo moramo paziti pri samem snemanju je os snemanja. Se pravi, če je kamera tam postavljena, zdaj moramo vedeti, kako, ali pa recimo vidite zdaj, kako se kamera premika. On je zdaj glavni igralec, kako ti je ime? Lev.
Tako, in tlele imamo Mirko. In tlele režiser Branko v tem primeru. Kamerman. Aljaž. Tako, okej. Zdaj pa, Leo, zdaj boš moral, kot prav Leo, pokazati ene par dobrih udarcev, a kamera se bo premikala, ti boš pa moral na Mirkotu pokazati udarc tako, da ga ne boš dejansko udaril, ampak da se bo to dobro videl. Ne se pravi, Mirko, postav se. Tako, ja, to. V glavnem, izvedel boš takole en krošet, takole čez, kar udar, kar bam. Tako, okej. In zdaj, glede na to, da je kamera tukaj, bi to kar dobro izpadalo z te strani, ker on gre lahko samo mogoče tlele kakšen centimeter mim, ali ga bo mogoče rahlo plaži še enkrat ponovimo, ne, tako, ja. To, zdaj, iz te sekvence ponovadi moramo zdaj nadaljevati, ne. Zdaj imamo recimo shot z te strani, tako da smo v bistvu vidimo glavnega junaka naravnost. Oziroma, pardon, samo te prekinem, lih obratno je, se pravi, ko ti udaraš, kar udari, se pravi, Mirko reagira, da je malo bolj odreagiri, fulte je zdaj. Ja. Evo, se pravi, kamera v bistvu ni videla, kaj se zgodi na uni strani glave in tako pač zafejkamo udare, čisto preprosto pojeno. Tako da v bistvu dejansko toh ne... Prosim? Se bomo obrnili. Ja, pač v bistvu je v tem, da v bistvu, ko snimaš fight sekvenco, ti ne rabiš dejansko se udarati. Se pravi, če je kamera pravilno postavljena, oziroma pač pametno postavljena, v bistvu reakcija soigralca poda celo reakcijo. Mislim, cel udarec. Se pravi, kolikor boš ti udaril, on bo v bistvu tist, ki bo pokazal, koliko se ti močen udaril. Dajmo mogoče to še enkrat sam ponovilo malo hitrejšem. 3, 4, bum! Bravo. In potem, ko bi šli v drugo smer, se pravi, zdaj boš ti reagiral. Evo, Mirko. 1, 2, 3. Bum. Evo. Evo, imamo, kaj se je. Evo. Reakcija. Kontakt, boš za Srbijo. V tem primeru, ker si šel z roko tukaj preko, bi pač je zelo mogel biti previden s kamero, da se res vidi, da roka ni šla tukaj njem, a pa tukaj njem, pa res mimo njegovega obraza. Tako da v bistvu to je predstavljati kot neke vrste ples med temi ljudmi. Tako da ponavadi mi vedno snimamo iz 3 točk, se pravi ena iz spredi, nek total, kjer dobimo oba borca v celi poziciji, da se vidi tudi noge, potem pa še iz over the shoulder, iz vsake strani, zaradi tega, da potem lepo dobimo sedarce, potem pa v montaži nekako iščemo, da je vedno nekako nakazano dobrodac, ampak na koncu tiska dejansko prodal darce pa zvok. Se pravi, če dobro poč, pa je bil dobrodac. Vsekakor včasih naredimo udarc tako, da v bistvu ta prav udarc, samo ne s polno močjo, tako kot smo na začetku naredili. Sprav, tukaj je bil zakrit z te strani, ampak ne more cela akcijska sekvenca zgledati tako. Enostavno, če bo vsak udarc zakrit, tudi ne bo deloval. Se pravi, tu in tam mora kakšen udarc izpadati tako, da se ga dobro vidi. Recimo, če bo zdaj Mirko levo udaril trebuh z nogo, naprimer, naravnost, nekaj treba zares, ja, bo on zdaj moral tle dobiti udarc in odreagirati na sam udarc. Tako da v takem primeru mora tisti, ki dobijo udarc, vedeti, kaj v bistvu narediti. Tako da, potem imamo recimo en shot, ki smo ga res pa ti snemali, smo ga z dronom snemali, če se spomnite, tisti, ki ste gledali, tisti, ki ste zamudili, žal. Kjer se dejansko vidijo najni udarci, tam ni fejkanje, ne, udarci se vidijo in on me dejansko dobro zadanje obradil. Jaz sem, edino, kar sem lahko naredil, je to, da sem pričakoval, vedel sem, kjer udarc bo naredil in glede na to sem tudi odreagiral dejansko, to je to. Kar se tiče kakšnih udarcev po nogah, brc po nogah, mi zdaj, ki treniramo, to delamo skozi na treningih, tako da so noge navajene na te udarce, tako da te udarci so kar pravi, no? Je še ta fora, to je direkt res pač iz borilnih veščin, reče se temu roll with the punch, ne? Ti se v bistvu premakneš skupaj z udarcem in to realnosti tudi v borbi, recimo, veliko pomaga, ne? Tako da ti lahko se tudi pa v filmu, recimo, prvoščeš kontakt, ampak se premakneš nekako s hitrostjo udarca, z brado v eno stran, ne? In izpade res, kada je udarc 100% močen, v bistvu si mu povzel 70% moči, ne? To recimo največji mojstri, ne vem, če ste gledali Mayweatherja ali pa Andersona Silva ali pa taki borci, se znajo pač skupaj z udarcem premakniti, na kameri izgleda tudi sam fight, wow, koliko je udarane, v bistvu ga pa niti ni, ne? Sem mu je odvzel močno. Verjetno se sprašujete, zakaj to kompliciramo, zakaj se pač 12 stepeta pa to posnamemo. Fora je v tem, ker je treba vsak kader tako je 10krat ponoviti, zato ker ali udarci niso tehnično primerni, ali je kamera kaj zajebala, ali je bilo šumenje v zvoku. Tako da
da pač karkoli delaš, moraš vedno biti pripravljen to, da boš ponavljal. Zaradi tega je tudi važno, da je cela stvar nadzorovana. Pa mogoče čist tretji primer, kaj pa za te specialne zadeve, naprimer, ko se nekoga vrže po tleh ali pa nekoga odrine, kaj se potem naredi? Ja, eno so običajni padci, ki jih poznamo iz borilnih veščin. Ampak te padci ponavadi ne pridejo do izraza dobro, zato ker izgledajo, bom rekel, natrenirani. Se pravi, padec mora izgledati nepripravljen. Tukaj pridejo po igro kaskaderski padci. Se eno takih padcev v kaskaderstvu, recimo Heinzov padec se imenuje, ko te nekdo na primer ustrelija, pa te puščica zadane, ti hodeš, pa greš s puško in potem, ko te zadane, moraš odreagirati, padati na kolena in se takole skotaliti, takole, kaj žoga. Tako da mora izgledati zadeva tako, da si ti res padel in si dejansko mogoče celo umrl med samim padanjem. Češ ti takrat se ujel na roke, bo zadeva izgledala fake enostavno. Zdaj, kar se tiče mogoče pa, ko se dva, v tem primeru, ko so se mi dva borila, to ni bil tak problem, borita se dva borca, ki znata vse to, tako da če nekdo nekoga vrže na tla, je to nekako razumljivo, da lepo pade. Tako da bolje težko padati v primeru, ko mora nekdo padati z bicikla, ali pa če ga nekdo ustreli, tukaj so padci v bistvu malo težji, pa če moš pasti po stopnicah. Ena stvar je zelo zanimiva tudi, to sem hotel dodati. Težje je snemati fight 1 na 1, kot pa 1 proti 10. Ker ponavadi v tem primeru, če se eden recimo od naju poškoduje, je konc snemanja. Konc, nimamo več kaj narediti. Kaskaderje se da hitro menjavati, se en poškoduje in ga zamenjaš, prije drug. Tako da veliko lažje je tudi zadevo naštudirati, ker si imaš manj za zapomniti. Z enim si je težje zapomniti toliko dolgo koreografijo, kot so imeli recimo jaz pa Mirko, kot pa imeti, recimo midva so imela vsak 3 nasprotnike, in je bilo malo lažje, se z enim si vedel, ok, z njim imam to, potem bom prišel, imam to, je pa res, da smo vse snimali v kosu, se pravi, ne vem, ko je Lenart šel v akcijo, je kamera konstantno za njim sledila akciji in ga je eden napadal, čeprav vi vidite to pač po sklopih, ampak dejansko smo celo zadevo posneli skupaj, vse 3 borbe. Evo, hvala Branko, zdaj pa se naše fanti povabimo nazaj na oder, imamo še 5 minut. Hvala, da ste se podružili. En aplauz, Leo. Imamo še 5 minut, vprašanje iz publike. Evo, kar roke gor, pa povejte, koga bi vprašali, zdaj bomo mi že vedeli, kdo bo odgovoril. Evo, tam eno roko vidimo. Ki sprejemate donacije. Donacije, oglasi se pri meni, ne, pač hec je tem, ker večino teh stvari gre bolj kot ne skoraj iz mojega žepa oziroma iz našega žepa. Se zato, ja. Naprimer, ko smo šli v Beograd, smo si, tisti, ko smo pač producenti, smo se lepo stroške razdelili. Sicer v bistvu ne stroško je bila pač nastanitev, hrana in vožnja, ampak vsem potem kar nanese. Tako da noben od nas ni glih obogatel pri teh projektih, da se pač vidi delamo z ljubeznijo. Evo, to je vprašanje, daj počakaj na mikrofon, da je... Hvala drugače za pomoč. Koliko pa recimo bi bil budget, pač če bi bila stvar recimo plačana, recimo Rustlands, pač tako dolgi kale, pač mislim pač, koliko je bilo dolgo vse skupaj? Vrtic, kaj me Vrtic izginil? Ok, Vrtica ni, tako da bom jaz pa čist nauč cenu. Tako razumeti moraš, ne vem, igralec po moje mora biti 400 na snemalni dan, vsak v ekipi je 150, če ima svojo opremo je, ne vem, 250 recimo, pa se poje to kar nabirati. Tako da je en tak Rustlands, ne vem, ljub statistik, 40-50. Ja, tako, jaz bi rekel 10 jurjev, Rustlands, če bi pač vsi bili plačani za to, kar so delali. Več? Ja, jaz nimam občutka več. 14 do 18. Evo, 14 do 18. Imate točne cifre. Ja, ste. Aha, super. Mogoče čisto kot zanimivost, naprimer budžet za lovce, mislim, budžet, pač 800 € smo porabili za vse, da smo potem za 100 naredili film. Če bi morali plačati kaskaderje, bi bil, dobro, je res, da so oni v Srbiji, pa imajo malo nižje premije, kot če bilo tle posnet, ampak vseeno. Stand koordinator bi nas stal okoli 500 € tisti dan, potem pa vsak kaskader, CCA,
vsaj 50 za osnove, se pravi, da samo, ne vem, da se pojavi tam, pa mogoče, pa oni realno, glede na to, kar so delali, bi bilo to nekih 100 evrov na vsakega, 6 jih je bilo, koliko jih je bilo, ali ne, 7 jih je bilo, ne? Ja, nekaj tazga. Ja, tisti, ki se je zažgal, bi moral dobiti še zraven, da je 300 evrov dodatka za tako stvar, ki je naredil, a za vsak mogoče malo večji padec, a pa kakšno malo težjo stvar, ki jo naredijo, oni dobivajo glede na to, oni imajo neko tisto osnovo, potem so pa še dodatki zraven. Tako da, z njimi ne bi prišli dol, pa da je 2 jurja, ne, definitivno, tako da. Pač jaz trajno razmišljam o budžetih, mislim, moram razmišljati, ampak pa zelo sem hvaležen vsem ljudem, ki pridejo pomagati, pa delujejo svoj talent in svoj čas. Že sam gel, ki smo namazali tegale kaskaderja, ki smo ga zažgali, stane, ne vem, za enkratno uporabo, ne vem koliko je, ampak je draga zadeva. Se nanese ta sloj na njega in potem nekih 10 do 15 sekund časa ima, da se ga hitro nazaj povrne v življenje, ker ko enkrat začutiš, da ti je toplo, si že zgorel. Se pravi, to je ena taka triki zadeva glede tega gorenja. Naslednje vprašanje? Evo, to je še ena roka. Ideje za same scene tu, a je to kaj skupnega? Imate samo enega za to? Odvisno za kjer film, ne? Ja, zelo kombinirano. Jaz se mi zdi nekako tist malo kolovodja, kar se tiče, kar bomo snemali, potem pa vedno malo kombiniramo. Se pravi, jaz se veliko prilagajam temu, kaj lahko dejansko naredimo. Se pravi, Branko je mene enkrat razlagal, jaz je prvi jahu, pa se nečeval. Pa sem jaz razmišljal, a jaz delamo srednji vek. Otroške sanje pač. A pa naprimer ta prvi film, malo kar enostavno, jaz sem rekel, kaj bo najbolj simpel, 2 se tepete na parkirišču, dajmo še kaj noter, da so kaj dogajali, pa smo dodali avto. Za Ruslands pa v bistvu ne vem. Ja, za Lovci brez glave pa Majkar so njegove zgodbe. Kar se tiče pa Ruslands, smo bili pa 3, se pravi, moja zgodba, sicer nisem potem imel časa pisati scenarija, zgodba je se pravi moja, pa Roka Mlinarja, pa Kristjana Zorna, ki je bil potem producent, no, on je tudi financiral večji del, če se ne motim. On je rekel, pa tudi financiral nekaj, tako da, ker vse nekaj je stalo na koncu, treba se je bilo sposoditi, kaj pa ene opreme, pa ne vem kaj, še nismo vse dobili za stonno, tako da. Je pa vedno to zelo kolaborativno, saj pri nas v smislu, da se malo dopolnjujemo, se pravi, in tehnični sektor, in vsebina, in kako se pač, pa lahko sploh poznajmo, plus potem seveda budžet omejitve, tako da jaz ponavadi, ko pišem scenarij, vedno razmišljam, če napišem, da mora biti not lestev, kje bom jaz zdaj lestev najdel. Se pravi, to besedno, kje bom jaz zdaj lestev najdel, se pravi, včasih, ne, da rabimo lestve pozabi. Tako da včasih je veliko lažje biti hkrati producent, režiser, pa pisec, ker že veš, kaj boš napisal scenarij, pa kaj boš potem lahko dejansko izpeljal. Vprašanje? To nema Majka. Zanima me, koliko težje vam je bilo recimo snemati, se pravi, bojevanje z sabljami, z meči, ker recimo vidite se pri filmih, pri prvih dveh, da vi ste navajeni, se pravi, tega kontaktnega bojevanja in res zelo odlično zgleda, tako realno, medtem ko pri tem, ko je bilo z meči, ker fizika seveda meča drugače deluje, se mi zdi, da se opaz, da je malo razlike, da je mečkem posnet, da je malo zaigran. Če lahko jaz prvi, jaz drugače treniram tudi japonsko mečevanje Iaido, tako da stil je drugačen. Je drugačen, ker tle se več ubada, zabada, tam se več seka, recimo, ampak drugačno je blokiranje, ampak to ni problem. Problem je bolj to, da se enostavno ne da to realno posnet z meči, nič ni variante. Ni možno, da lahko naredimo mogoče, ne vem, če bi karkoli drugega uporabili, če kakšni z nekako imajo v hollywoodskih filmih, kakšne meče imajo dejansko za to, da zadeva zgleda realno, hkrati se pa ne bojiš, če te udari. Kakor vem, je tudi Russell Crowe skoraj zgubil prste na snemanju Gladiatorja, pa še kaj drugega, no, pač mislim, da se ne da. Verjetno se da, zdaj, ne vem, zdaj spoznam se na te stvari, no, moja se da. Mogoče ta glavna razlika, ki sem jaz videl, je bila ta prvmaj, kar ste vi snemali brez dialogov, praktično samo fight sceno 2 noči.
ste si vzeli čas. Tudi sem bil, kakšni kadri so res naštimani, res prav za tisti udarc in res funkcionira. Medtem ko pri Lovci brez glave je bilo glede tega totalno nasprotje, niti koreografija je bila, vse smo prerekli, vse je bilo dosti plesni, vidite vse skupaj. 2 ure na eno borilno sekvenco, koliko se jaz spomnim. Tako da pa ni bilo možnosti prilagajati zdaj kadrov prav vsakem specifičnem udarcu in se mi zdi, da eni bolj funkcionirajo, eni manj, no, tako na kratko, z moje perspektive. Če lahko dodam, vseeno smo gledali na to, da ni kakor v kakšnih filmih, kjer se dva z meči tolčeta tlade gor, ne? Tega ni, no, tako da vsi udarci grejo proti glavi, proti telesu, to je to. Zdaj, edino kar je zadeva, da mogoče ni 100% hitra, kot če bi teles nekdo hotel ubiti. Tisto bi bilo malo težje, definitivno. Časa imamo res samo še za eno kratko vprašanje, ker potem nas čaka že naslednja točka, tako da... Evo, glasovo pogumo. Vedno ena roka. V bistvu vprašanje za Andreja, ko si sodeloval pri teh velikih hollywoodskih produkcijah, a ti je bilo bolj všeč tisto ali nekaj slovenskega, ki je res bolj osebno in vse to? Sem bolj všeč, to je nehvaležno vprašanje, pa tudi ne znam ti odgovoriti, meni je bilo oboje ful dobro delati iz različnih razlogov. Ja, pa če ima biti na ogromni produkciji, pa biti del tega, pa to sem si od Mehnika želel, zdaj malo hitim, od Mehnika želel, biti del takih velikih produkcij, po drugi strani pa užitek delati z majhno ekipo, kjer res vsakega zelo dobro poznaš, na takih projektih, kot sem prej rekel, naprimer Lovci brez glave, jaz bi z veseljem, z užitkom delal nekaj v tem slogu, ali The Vikings, ampak da je še komično, to mi je bila perfektna kombinacija, tako da oboji projekti so bili iz različnih razlogov najboljši, no. Lahko me pa pol pocukaš tam za rokav, oziroma reči živijo, pa ti malo nadle povem. Ja, to velja za vse, če imate kakršnakoli vprašanja, stopite nas, bomo da veseljem A se odgovorili. nam je filme kje videti, Bože? Filmi bojo na voljo na spletu čez 3 tedne, tako da boste lahko vsi videli, pa verjetno tudi malo preko NMN promovirali. Drugače pa, kogarkoli zanima, da bi se dval pri teh projektih, se tudi oglasite, pa bomo naredili kakšno vlogo rešitev. Na kateri spletni strani? Drugače, še enkrat bomo ponovili, Rustlands se bo predvajal zdaj v naslednji petek o 21. uri v Portorož auditorium na FSF-ju. Sam so karte je treba kupiti malo prej, po mojem, ne vem, kako je, ti mogoče bolj veš, kako je s kartami? Karte lahko tam kupiš, ja. Je to festival slovenskega filma, tekmovalni program, mislim, da je 31. Petek, pa imamo še naslednji, petek, torej čez 14 dni. 27. Pa v kinoteki, ob 18. Vsi te 3 filmi. Plus še nekaj imamo mogoče zraven. So lahko ti poveš mikrofone? Ne, bomo zaključili, ker se ne manj modi. Samo je dejansko dovoljeno vprašanje. A.Tepi na Instagram, to po moje najhitreje jaz objavljam vse, kar se dogaja, tako da nimamo neko radne strani, pa Facebook page-a, Instagram je v bistvu tisti boljši. Ok, mi smo zaključili, čist kratka pauza, pa sledijo žive podobnosti. Hvala, da ste z nami.